ljubico imamo reči, ja, ljubico. Kaj povedz, pa ti veš, da ženska na flosu prinašajo nesrečo? Ženska? A, toto ljubico ima. Evo ste videli, bravo naš Klemen, takšno ljubico. Bravo mama, bravo, kje je mama? Pravilno se je odločila. Evo, naš Klemen bo sedaj tudi zagral na njegovo ljubico. Dajmo malo za aplauza. Zraven. Toda, spoštovani naši obiskovalci, vsak novi mora biti preizkušen, ne more kar tak priti za vrečo, pa praviti, jaz sem pa pravi flosar. Mora narediti, kako se to imenuje, pravi flosarski spit, se strinjate? Flosarski spit mora pa narediti kar iz dveh delov. Prvi del, to je teoretični del, da mladi obvlada teorijo na vodi, kako se zavija v levo, kako se zavija v desno. Obvladati pa mora tudi, da zna flos obrniti, da zna flos privezati. Zato imamo tudi za njega pripravljeni praktični del. In predlagam, da stopimo kar k prvemu, to je teoretičnemu delu. Si pripravljen? Ko novinec stopi na flos, ima pripravljeno delovno mesto točno na sredini med dvema izkušenima floserjema. Vprašanje glasi takole, zakaj ti na prvi reži kot novinec mora stati točno na sredini med dvema izkušenima floserjema? Boš odgovoril ali boš premislil ali bo mama pomagala, mama? Odgovor je? Da ne padem v vodo. Bravo, da ne pade v vodo, ste videli? Dobro se začel, da ne pade v vodo, ker ga oba stara flosarja ščitita. No, pogledajte, gremo drugo teoretično vprašanje. Kako se imenuje tale palca, katera visi v vodo nazaj? Ali je to flosarska žlica, A, B, ali je to lemež in C, ali je to, pazite, Avstrija je blizu, Zugstock Bleibinder, a? Zdaj pa se naj odloči, kaj vi mislite, kaj bi mu pomagali, A, B ali C, ali je to A, kdo pravi, za A lahko pomaga, vzdignite malo roke, da pogledamo, kdo pravi, da je to flosarska žlica? Ja, aha, gledajte, tam je en gospod, 2, 3, ja, nekaj. Kdo pravi, da je to lemež? Pomagajte novemu krščencu, gledajte, gospod, kar dost. Vidiš, malo si prištel. Kdo pa pravi, pas av, da je to Zugstock Bleibinder? Ja, No, ste videli, pomagajo ti. Kaj praviš, ti si se odločil? Jaz sem mislim, da je to lemež. Takole, spoštovani naši obiskovalci, to je flosarski lemež, s katerim flosari upravljajo in flos lahko zapelje desno ali levo. Dobro. Sedaj pa samo še eno vprašanje imamo. Ponovi hitro, brez da gledaš, kaj si zraven prinesel. Da čujemo, če si zapomnil. Klampe. Štrik. Flosarka. Žebli. Še kaj? Ja, ste videli, to so flosari, na koncu pa pozabijo na ljubico. Takšni ste, fante, takšni smo. Ampak gremo naprej. Praktični del pa je takšen, čisto enostaven. Novi flosar bo uporabil to, kaj zraven prinesel. Zabiti moraš grevel, oziroma cvek, si rekel, z flosarko, tam imaš pripravljeno. In da vidimo, ampak to mora narediti s čim manjšimi udarci. Ampak se pa vzel zelo kratkega, vidite, tak, ja, evo. Stopiti jaz zraven, pa jim vles skup zabi tokim handlarom, tukaj, ko prodajajo. Tak. Evo, 1, 2, zbil ga, ponovi, ja, vidite, zdaj si jaz zelo na praktičnem bo popadal, če na Teretovič. Gremo še enkrat, pazi. 1, 2,
Praktika, ja. Še bo, gledajte, daj si ga malo. Ena, dva, tri, pusti reši. Boš imel popravnega spit. Tak, ja, večkrat. Ste videli, on je hotel posnemati stare flosere, kateri to naredijo v 2 ali 3 makih, naprimer tega gospoda z brado, to je naš Oto, gradilec flosov. On flose dela, dajte naplav za Ota. Čujte, on zabije škrebel v 3 udarcih. Je tako, Oto?